Apno za notranje ali zunanje beljenje oziroma tako imenovano apneno barvo so tekom zadnjih let izboljšali in ga približali uporabnikom celo v taki obliki, kot so na tržišču sintetični konkurenčni materiali. V našem primeru imamo stanovanjski objekt, ki ima notranje stene obdelane s starim apnenim ometom, ki ni poškodovan, je enako opojen, čist in je pobarvan z naravnimi pigmenti ter poslikan z drobno cvetlično poslikavo v klejnih barvah. Cvetlični ornamenti so izdelani s tehniko šabloniranja, o kateri bomo pozneje spregovorili še več. Jih pa moramo zaradi intenzivnosti barv odstraniti, ker so klejne barve topne v vodi in bi se pri nanosu z apnom razmazale. Klejne barve se preprosto umije iz sten z vlažno krpo in se počaka, da se površina posuši pred nadaljnjo obdelavo. Površina stene mora biti ravna, vsi utori raznih inštalacij pa morajo biti zamavčeni in zglajeni. Za pripravo apnene barve vzamemo že pripravljeno maso, ki jo lahko nanesemo nerazredčeno ali pa ji dodamo 5 do 10% vode. Barva je na voljo za takojšnjo uporabo, je neizbristljiva in odporna na škropljenje, zelo primerna za alergike, difuzijsko odprta in razkuži površino ter preprečuje nastajanje plesni. Če želimo osnovno belo apneno barvo niansirati, uporabimo naravne pigmente v prahu, da ohranimo naravne lastnosti apna. Za naš prostor dnevne sobe smo izbrali bledo marelično barvo, ki bo poudarila toplino sobe in se bo lepo podala k rjavim pečnicam stare lončene peči. Vzamemo temnordeč in rumen naravni pigment v ustreznem razmerju, ki ga pridobivajo z mletjem kamnin. Damo ga v posodo z ustrezno količino vode. Posodo zapremo in jo zelo močno pretresemo, da se ves pigment stopi v vodi. Samega pigmenta ne dajemo neposredno v apneno barvo, saj se le ta ne bi tako dobro stopil in bi na steni prišlo do različnih madežev. Stopljen pigment v vodi pustimo stati nekaj ur, da se popolnoma raztopi. Nato ga odmerimo v naprej pripravljeno posodo z ustrezno količino osnovne bele apnene barve. Za naš izbrani odtenek potrebujemo le 5 do 10% raztopljenega pigmenta, ki je železov oksid anorganskega izvora. Se pravi, da je ta temnordeči pigment nič drugega kot naravna in žgana zemlja, ki vsebuje železov oksid. Paziti moramo pri samih pigmentih, saj so zelo močni in velikokrat je že noževa konica preveč. Tako pripravljeno niansirano apneno barvo prvo nanesemo s ploščatim čopičem po robovih in tudi vogalih sten. S tem čopičem nanesemo barvo natančneje, kot jo bomo kasneje nanesli s posebnim širokim čopičem oziroma s pleskarsko piršno v križni tehniki, kot so to delali včasih. To pomeni, da prvi premaz nanašamo horizontalno, drugega pa vertikalno, z namenom, da zapolnimo vse luknje in dosežemo maksimalno prekrivnost. Na površinah, ki so manj vpojne, recimo, da je na stenah že izveden star in dovolj ohranjen belež, kot v našem primeru, bi lahko uporabili valček. V tem primeru bi nanašali barvo mokro na mokro, brez premorov in v vertikalni tehniki. Med obdelavo je barva prosojna in šele ko se posuši, doseže polno pokrivno moč. Suši se približno 8 ur pri temperaturi okoli 20 stopinj Celzija. Če so temperature nižje, se čas sušenja podaljša, nanašati pa moramo čim tanjši sloj nerazredčene barve. Ne nanašamo je pa, če je temperatura nižja kot 8 stopinj Celzija ali višja kot 25 stopinj. Prava belina čiste apnene barve pa se doseže po 2 tednih, ko je proces kemijskega sušenja apna zaključen. Nastal je spet kamen, kalcijev karbonat. Barvanje z apnom po domače pomeni: vzamemo kamen iz narave, ga segrevamo v apnenici, gasimo z vodo in dobimo apneno barvo. Nanesemo na steno in iz tekoče barve postane spet kamen.
Ko se površina popolnoma posuši, lahko začnemo z raznimi tehnikami vzorčenja sten. Kot prvo bomo uporabili valčkanje. Osnovno orodje je slikopleskarski valček za nanos barvnega vzorca. V zbirno posodico se nanese apnena barva v izbranem tonu, sami smo izbrali temnejši rdeči odtenek in se namestijo valčki za prenos barve na gumijasti vzorčni valček. Ta pusti odtise na steni, ko ga potiskamo ali prostoročno ali tudi ob vodilu. Vsekakor se pa priporoča preveriti primernost podlage na enem mestu testne površine. Prav tako tudi, da preverimo samo namešano nianso pred barvanjem celotne stene. Barve za valčkanje so pogosto zmešali tudi z dekstrinom, ki je naravno škrobno lepilo in zagotavlja boljši oprijem. Preden nanesemo prvo linijo, si moramo označiti na valčku, kje smo začeli, da bodo vse linije enako zamaknjene. Na vrhu pobarvane stene si pomagamo s časopisnim papirjem, da se vzorec začne na točno določenem mestu in ne umaže površine nad ravnino, namenjeno valčkanju. Širino valčka odmerimo pasove z namenom, da bodo ponavljajoči se vzorci v enakih razmakih. Za vmesno zapolnitev uporabimo belo barvo in drugačen valček. Tako dobimo pestrost in vtis poslikane stenske tapete. Drugi valček ustvarja črte, kot bi jih risal slikopleskar s prosto roko. Končni izgled je tako bogat meščanski, vendar ni moteč prav zaradi svoje nežne bele barve na marelični podlagi. Kot naslednjo tehniko vzorčenja smo izbrali vlečenje črt. Na stiku med stropom, ki je običajno ostal bele barve, in med steno niansirane barve, se izvede zaključna črta. V praksi je mnogokrat prvo debela črta, ki ji sledi tanjša. Črte se izvedejo ob vodilu, da so čim bolj ravne. Pazimo, da nam ob vodilu ne zateka barva. Za zaključno črto smo izbrali temnordečo nianso, ki je enaka, kot je bila barva prvega valčka. Črte bi lahko vlekli ne samo horizontalno ob zaključku, temveč tudi vertikalno ob robovih ali na dnu stene, oziroma po predlogu slikopleskarja. Nad lončeno pečjo smo uporabili tehniko šabloniranja. Predhodno se iz trdnejšega papirja izreže motiv, ki se ga premaže z razredčenim firnežem, da ne vpija barve, in se po uporabi še sveže zapackano, lahko tudi umije z vlažno krpo. Šablono zalepimo z lepilnim trakom za stenske površine in z vodno tehtnico preverimo ravnino postavitve. Vzamemo okrogel čopič z enakomerno prirezanimi ščetinami in ga pomočimo v izbrano barvo. Preden ga nanesemo na steno, ga nekajkrat udarimo oziroma potufamo ob časopisni papir, da odstranimo odvečno barvo s čopiča. Zatem takoj nanesemo na steno. Počasi tufamo vse izrezane površine v šabloni. Preden jo odstranimo, preverimo, ali je celotna površina enakomerno prepojena z barvo. Previdno jo odstranimo. To ponovimo na drugi strani, da dobimo simetričen motiv. Stojimo v okolju, kjer so vsi objekti, ki jih gledamo, zgrajeni izključno z naravnimi gradivi. Poudariti želim, da so vse te stavbe okoli nas zgrajene iz pretežno samo 4 materialov. To so opeka, kamen, les, mogoče nekaj železa za vezi
In pa tisto osnovno vezivo, ki povezuje vse te, predvsem kamnite zidove in fasade, to je apno. Apno je gradivo, ki so ga pridelovali iz nekoč vseh zgodovinskih obdobjih v lokalnem območju, iz lokalnega kamna. In praktično tudi pri nas je vsaka vas imela eno ali dve apnenici in vsaka kmetija je imela na svojem dvorišču apneno jamo, ki so jo uporabljali redno za vzdrževanje svojih objektov. Med izvajalci in predvsem v gradbeni stroki se je v zadnjih 100, predvsem pa intenzivno v zadnjih 50 letih uveljavila krilatica, da je apno neobstojno gradivo, da ga uničuje kisel dež, da se z njim ne da delati in nebroj neugodnih karakteristik se ga je prijelo predvsem zaradi tega, ker se je namesto njega začela uvajati industrijska proizvodnja, masovna, vseh mogočih drugih materialov, akrilov, silikatov, silikonov, lepil, purpenov, pleksistekl, pleksi izvedb, skratka vsega, s česar od tih historični objekti nikoli niso bili izgrajeni. Če se orientiram samo na fasade, je tudi to material oziroma omet, ki je grajen samo z apnenim vezivom. In tudi fasade, stare fasade, če jih gledate na cerkvah, so stare po 200-300 let. In če spomnim na to, s čimer smo začeli danes, da so vsi ti objekti grajeni že stoletja, so grajeni z apnom. Torej že sam obstoj vse te arhitekture potrjuje dejstvo, da vse te slabe karakteristike, ki se apna danes držijo, enostavno niso resnične. Apno je trajen material, njegova napaka je samo, da je napaka v navednicah samo ta, da ga danes ne znamo več proizvajati, da njegova proizvodnja ni rentabilna, predvsem je pa treba delati z njim počasi, po predpisanih postopkih in vse te hitrice in bližnjice, ki jih sodobna gradnja uvaja uspešno že več zadnjih desetletij, pač pri apnu ne prenesejo. Apno, če ga ne uporabljamo na način, kot ga sam zahteva, pač ne zdrži oziroma ni trden material. Se pravi, ko delamo z apnom, je potrebno delati z njim po pravilih, kot je stroka to zahtevala. Treba je uporabljati postopke, ki jih je obrt poznala in treba je upoštevati pravilne klimatske pogoje, za katere je včasih vsak zidar vedel in jih upošteval. Danes pa jih pač pri izvedbah ne upoštevamo več. Ta kombinacija stare gradnje in sodobnih materialov nam je v zadnjih desetletjih prinesla izkušnje, predvsem s tem, da so sodobni materiali sicer trajni, a uporabni samo na sodobni gradnji. Na stari, tradicionalni gradnji, ki je bazično grajena iz naravnih gradiv in z apnom, pač se ti materiali slabo obnesejo. To je praksa pokazala neštetokrat. To se vidi danes v notranjostih, pri slabo prezračevanih objektih, katerih posledica je uporaba plastičnih materialov, in to se nenazadnje vidi na fasadah pri uporabi nepravilnih beležev ali pa tudi nepravilnih ometov. In izkušnja zadnjih 50 let nas je pripeljala danes do tega, da nam je jasno, da se morajo znanja o apnu zopet oživiti, da moramo poiskati še tiste stare mojstre, ki te stvari še obvladajo, ki so za tiste, ki jih obvlada, zelo enostavne, in pa seveda jih začeti spet ceniti in jih ponovno uvajati v naše bivalno okolje. Kajti, če smo se osvestili o tem, da je treba jesti bolj naravno, mislim, da se je treba osvestiti tudi o tem, da je treba bivati bolj naravno. Apno danes uporabljamo predvsem za sanacijo kulturno-zgodovinskih spomenikov, za stare stavbe, ker apno omogoča dihanje, obenem ščiti površine. Predvsem ga uporabljamo za fasade, recimo apnene fasade, kot malta, groba in fina, in kot barva za zaščito take fasade. Apno je danes na voljo v čisti obliki gašenega apna,
ki ga moramo seveda za barvanje ali za izdelavo malt še pripraviti, se pravi mu dodati ali za barvo vodo ali pa dodati pač kremenčev pesek za fine in grobe umete fasadne. Seveda je na voljo tudi že pripravljena apnena barva. S to pripravljeno apneno barvo lahko delamo tudi z mačkom, tako da se v bistvu ni potrebno barvanje s čopiči, tako kot je bilo včasih. Za izboljšanje izdelkov, produktov iz apna uporabljamo tudi razne dodatke. Ti dodatki so predvsem kazein, ki v kombinaciji z apnom zelo izboljša njegovo trdnost in odpornost. Imamo rastlinske kazeine in mlečni kazein, ki je najbolj poznan. Poleg tega apnu dodajamo tudi sodo, da v bistvu preprečimo, da bi se material pokvaril. Potem kreda je zopet en tak dodatek, popolnoma naraven, ki enako kot recimo kazein izboljša kvaliteto apna. Seveda pa lahko apnu dodajamo tudi marmorni prah, s tem naredimo barvo bolj polno. Lahko je tudi barva potem bolj strukturirana, ne. Se pravi, večjo, ko uporabimo granulacijo tega prahu v apneni barvi, je lahko pač rečemo polnjena apnena barva potem, ne. Se pravi, ko pobarvamo steno, je stena rahlo groba. Je pa tudi kot en takih zelo pomembnih dodatkov, je pa v bistvu China clay, to je kitajska bela glina. Izredno močna, izredno kvalitetna, iz te gline pridobivajo porcelan na Kitajskem. Da pa bi izboljšali med samim delom, recimo površinsko odpornost apnenih materialov, barv in ometov, je pa zelo zanimiv primer miljenje apnenih površin, ne. Se pravi, sveže apno namilimo z olivnim milom in dobimo nekako, se zgodi reakcija med milom in med apnom in nastane apneno milo. To milo je popolnoma vodoodbojno. Ta tehnika je bila razvita v rimskih časih in se je do današnjih dni ohranila v severni Afriki, predvsem Maroko, Alžir. In te tehnike smo prinesli zopet v Evropo in na ta način s to tehniko lahko v bistvu nadomestimo keramiko v kopalnicah. Ta tehnika se imenuje tadelakt. Lahko gradimo kadi, umivalnike, keramiko, recimo na stenah namesto keramičnih ploščic, enako lahko tudi uporabljamo celo na tleh. Druga tehnika, ki je bila nekako razvita v srednjem veku, in sicer v Italiji, je pa tehnika štuko. Ta tehnika je nastala predvsem iz potrebe imitiranja marmornatih površin v cerkvah. Nekako v 15. stoletju so nastajale vaške cerkvice in vse so seveda hotele kopirati velike cerkve v Vatikanu. Seveda denarja za marmor, za granit ni bilo, tako so se mojstri znašli in so naredili lesene oltarje in na njih imitirali s to tehniko štuko marmornate površine. Primer štuka, njegove lisavosti, je to. Recimo površina je rahlo lisasta, ta lisavost je v bistvu posledica dela z orodjem, z beneško žlico. In seveda je vsak štukolustro je zgodba mojstra, ki je ta štukolustro delal. Se pravi, ta lisavost je dejansko poteza mojstra na steni. Lahko so bolj lisaste poteze, lahko je dokaj enotna površina. Poleg apna je eden od prastarih materialov tudi ilovica ali glina. Mogoče prvi gradbeni material, ki ga je človek uporabil za gradnjo bivališč.
v našem okolju malo pozabljen, nepoznan material. Predvsem zaradi tega, ker se je pač gradnja z ilovico končala pred 200-300 leti in je nekako ta tehnika, ti materiali so šli v pozabo. Pri nas v Sloveniji se je tehnika ohranila v severovzhodnem delu Slovenije, v Prekmurju. Tam še danes vidimo butane hiše iz butane ilovice, vidimo ilovnate omete, slamnate strehe in podobne tehnike. Ilovica je v Sloveniji dokaj pogost material, najdemo ga skoraj povsod, predvsem v tej rdeči barvi ali v oker rjavkasti barvi. Pogosto se nahaja skupaj z laporjem ali pa je kot sama stisnjena v take laporne plošče. Se pravi, da dobimo material za umetavanje ali za barvanje, moramo te grude zdrobiti in na podlagi s tem zdrobljenjem dobimo material, ki je primeren za suh material, ki je primeren za izdelavo ometov ali drugih stenskih konstrukcij, kot je recimo butana ilovica. Material enostavno samo zmešamo z vodo in material je pripravljen za vgradnjo. Pozitivne lastnosti ilovice so v tem, da ilovica regulira vlago v prostoru, se pravi, ko vlaga v prostoru preseže 50-60%, ilovica odvečno vlago vpije vase in ko je prostor suh, ona to vlago odda v prostor. Se pravi, v prostorih ometanih z ilovico je relativna vlaga vedno nekje med 50 in 60%. To pomeni zdravo bivalno klimo, ker v teh procentih vlage ne nastanejo pršice, niti ni možnosti, da bi nastala plesen. Poleg tega ima ilovica v sebi silicijeve soli in te soli silicijeve nekako preprečujejo oziroma ustavljajo elektromagnetno sevanje. Se pravi, v hišah ometanih z ilovico ali celo grajenih z ilovico imamo zelo slab signal na mobitelu, kar je mogoče za nekoga slabo, ampak mislim, da je to zelo pomembno. Zdaj v tem času, ki je toliko nekih sevanj, je to material, ki nekako omogoča zdravo bivanje. Je pa ilovica predvsem namenjena za notranjo uporabo. Ne uporabljamo jo na zunanji strani, na zunanji strani je apno tisto, ki je pomembno. Na zunanji strani hišo ščitimo pred vremenskimi vplivi, na notranji strani omogočamo, da hiša diha. Naravni pigmenti so res duša vsakega naravnega premaza. Pigmenti dajo barvi oziroma premazu živost, dajo mu kritnost in dajo mu osnovni karakter. Zdaj poznamo cel spekter naravnih barv oziroma pigmentov. Predvsem gre za zemlje, ki so prečiščene, včasih tudi beljene, včasih žgane. Zdaj, barvni spekter zajema od zelo svetlih, rumenih nijans pa do temnih, kot je ta črni trsno oglje, na primer. Zelo zanimive in že zelo zgodaj uporabljene so bile zemlje, ki so nam najbližje v Italiji, na primer Umbra, Terra Rossa, Veronska rdeča zemlja. Potem imamo tukaj cel spekter kaput mortumov, ki so izrazito vijoličaste nijanse in pa pigmentov, ki prihajajo iz francosko-govornega področja. Gre predvsem za sjene in okre, francoske okre. Tam so velika nahajališča naravnega okra, ki se lahko uporablja kot samo sušen in bled ali pa tudi žarjen. Pri žarjenju organske zadeve, kot so nečistoče, ostanki rastlinja
izgorijo in pigment postane čistejši, niansa svetlejša oziroma bolj čista in tudi obstojnost pigmenta v premazu, bodi si v olju ali apnu ali nekakšni drugi naravni osnovi, kot so kozein, ostaja obstojnejša in trajnejša. Zdaj ne smemo pozabiti tudi rastlinskih pigmentov. Rastlinski pigmenti so se uporabljali v štartu predvsem za barvanje tekstila, se je pa že zelo zgodaj pojavila uporaba tudi kot premaz za stene ali pa za les. Poznamo kar cel spekter rastlinskih pigmentov oziroma tukaj gre bolj za barvila, naprimer brošč. Iz broščevih korenin se pridobiva rastlinsko barvilo, ki je izrazito rdeče barve. Zdaj obstajajo različne nianse te rdeče barve, razlikujejo se pa nianse med seboj, ker je postopek pridobivanja nekoliko različen. Se pravi, barve grejo pa od zelo žive rdeče pa do temno-vijolične. Zanimiv rastlinski pigment je tudi škrlat, ki so ga uporabljali za premaze oziroma za barvanje kraljevih in cerkvenih oblačil. Dobival se je pa iz polžkov. Zanimiv podatek je ta, da je za en tak plašč bilo potrebnih cirka 30 000 polžev. Tako da je bilo kar zamudno opravilo in temu primerno je bila tudi cena. Danes je pa od rastlinskih barvil uporabljena ne samo za premaze, ampak tudi za živilstvo, v živilski industriji. Kočenile. Kočenile se pridobiva iz suhih mletih uši, ki se pojavljajo na nekih vrstah kaktusa, predvsem v Južni Ameriki, tukaj nam najbližje pa na Kanarskih otokih. Tako da tudi danes obstajajo te nasadi kaktusov ravno zaradi tega barvila. Naravni materiali oziroma naravni pigmenti običajno nimajo teh problemov, ki jih povzročajo sintetični pigmenti. Gre praktično za mleto zemljo, prečiščeno ali za mleto kamanje. Včasih je bilo pri modrih barvah veliko uporabljan poldrag kamen lapis lazuli, iz katerega se je kasneje razvil sintetičen ultramarin, to je bil predhodnik ultramarina. Tudi danes je ultramarin še pigment, ki je praktično narejen na osnovi kaolina, to je naravna zemlja, ki se žari oziroma žge z žveplom. Ta pigment je izrazito modre barve in se v cerkvenih poslikavah ali pa tudi v zidnih poslikavah zelo veliko uporabljal. Zdaj, na različnih koncih Slovenije so se uporabljali različni pigmenti oziroma v nekaterih predelih, zlasti zahodne Slovenije, bolj pigmenti, ki so izhajali iz italijanske strani. Šlo je predvsem za te zemlje, kot je siena, veronska zemlja, različne umbre. Terra rosa je zelo zanimiva in razširjena zemlja, ki je prisotna po Italiji, pa tudi pri nas na Primorskem. Medtem ko je na vzhodu so se bolj uporabljali modre nianse in pa zelene nianse, ki so izhajale iz Češke, bivše Čehoslovaške, to gre za češko zeleno zemljo, recimo zelo tipična niansa, ki je velikokrat uporabljena. Gorenjska in osrednja Slovenija je pa dosti uporabljala različne rdeče nianse, ki so predvsem izhajale ali iz italijanskega konca ali pa celo v Sloveniji je bilo kar nekaj nahajališč te rdeče barve, katere osnova je železov oksid. Zdaj, ta železov oksid je lahko v različnih količinah prisoten v zemljah, ne vem, od 50% pa tja do 80% in od tega je tudi odvisna niansa, ki se giblje od bledo rumene pa tja do temno rdeče. Za doseganje posebnih efektov je možno uporabiti cel spekter raznih kovinskih pigmentov, raznih moskovitnih pigmentov. Gre lahko za naravno moskovitno sljudo, se pravi naraven material,
ki ima izrazit lesketajoč videz. Včasih so za podobne efekte uporabljali ribje luske, danes se uporablja ta naraven mineral, ki lahko kombinira z različnimi pigmenti. Ti pigmenti so lahko izrazito bleščeči, kovinski lističi, različne velikosti, različnih oblik, ki se enostavno umešajo v veziva, kot so klej ali kazein in podobno veziva. Tukaj imamo cel spekter mletih kovinskih prahov, s katerimi dosegamo zlate in srebrne efekte. Uporabljajo se v poslikavah, v cerkvah oziroma tudi v privatnih stanovanjih, kjer želimo doseči različne dodatne efekte in posebne dizajne. V sozvočju s sodobnimi usmeritvami trajnostnega in okoljevarčnega razvoja se tudi v gradbeništvu priporočeno uvaja uporaba naravnih avtohtonih gradiv. Ta gradiva so poleg tega, da so zdrava, tudi dokazano prijazna do okolja. Nenazadnje je že zato, ker so pri roki, ker so transportne poti čisto kratke, pa tudi sama priprava in obdelava teh gradiv potem za gradbene materiale je dosti enostavna in zanjo potrebujemo pravzaprav zelo malo dodane energije. Posebej je ta uporaba priporočena pri prenovi starejših objektov, pri prenovi spomenikov, to se pravi stavb, ki jih označuje posebna vrednost, pa še toliko bolj. Kajti pri vsakem posegu v staro stavbo moramo dobro poznati tradicionalno gradnjo. Naše stavbe so bile vse iz avtohtonih tradicionalnih gradiv, okolju priročnih, les, kamen in pa glina. In jasno, da so skozi rod se je tudi uporaba teh gradiv in pa predvsem priprava teh gradiv dopolnjevala. Z sodobnim razvojem tehnike so ta gradiva bila tudi včasih zaradi mogoče malo bolj zahtevnejše obdelave ali pa same uporabe zapostavljena. Danes pa, kot sem že povedala, se ravno tudi zaradi trajnostnega razvoja ponovno uporabljajo. Pri uporabi spomenikov je pa tako pri sami prenovi vpeta zahteva, da moramo te spomenike prenavljati in vzdrževati tako, da ohranimo njihovo izvorno stanje. Se pravi, da je tam absolutno zahtevana uporaba teh tradicionalnih gradiv. Med nje sodi tudi uporaba apnenega veziva, ki ga uporabljamo kot za izdelavo barv in za izdelavo umetov. Za mano je odličen primer takšne prenove objekta. Hiša je spomenik lokalnega pomena in so jo investitorji dejansko izpeljali to prenovo z uporabo avtohtonih gradiv. Celotna hiša je ometana z apnenim ometom in pa tudi polepšana z apnenimi barvami. Delali so tudi zelo zanimivo raziskavo. Primerjali so na primer apnena veziva z cementnimi vezivi ali pa celo z sintetičnimi vezivi in sicer so analizirali vsa ta tri gradiva z različnimi parametri, od tega, ali so ta veziva okoljevarčna, ali kako se obnašajo, ali so paropropustna, ali so zdrava. Teh parametrov je bilo navedenih, mislim, da okrog 20. In apno je dosegel skozi vse te parametre bistveno višjo oceno od cementa. Šele za cementom so potem pa vsa sintetična
veziva. Poleg tega je apno poznano kot vezivo, ki je zdravo vezivo, vezivo, ki je odličen insekticid, to pomeni, da tudi odbija razen mrčes in pa glivice, ki se včasih rade v kakšnih sintetičnih ali pa novih materialih zaredijo. Z dodajanjem nekih sestavin pa je tudi se mu poveča vlago odbojnost, tako da jo posebej priporočamo pri starih stavbah, ki so slabo ali pa skoraj ni zaščitene pred talno vlago. Posebej pomembno je, da se apno prične uvajati kot res zdravo, kot dobro vezivo pri tistih stavbah, ki so bile zgrajene na star način, z tradicionalnim načinom gradnje, za uporabo tradicionalnih sredstev. Je pa apneno vezivo priporočeno tudi pri uporabi sodobnih hiš, pri uporabi in gradnji lahko tudi ne samo stanovanjskih, ampak predvsem tistih, v katerih se ljudje dalj časa zadržujejo, to so lahko tudi vrtci, šole, ker je to vezivo bistveno bolj zdravo in pa jasno tudi okolje varčno, ker ga imamo v našem okolju v izobilju.